Dobrodošli v naši družbi. Vse hladnejši dnevi nas opominjajo, da se bliža zaključek leta, nas pa na srečo grejejo zanimive vsebine. Danes vam bomo predstavili potek zdravljenja kronične bolečine s stimulacijo in vam pokazali, kako je društvo Trepetlika poskrbelo za zamrznitev vseh dejavnosti. Dotaknili se bomo pomena vigilance ter se ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni poklonili 100. obletnici odkritja inzulina. Ostanite z nami. Bolnikom s kronično bolečino, pri katerih so izčrpane vse možnosti običajnega zdravljenja, izbrani zdravnik lahko predlaga zdravljenje z nevrostimulacijo hrbtenjače, ki je v svetu priznana metoda za obvladovanje kronične bolečine. Primernega bolnika zdravnik najprej seznani s postopkom, nato sledi poskusno obdobje, ko se bolniku v lokalni anesteziji v bližino hrbtenjače vstavi tanka žica z elektrodami, ki je povezana z začasnim zunanjim nevrostimulatorjem. Ta v bližino hrbtenjače dovaja blage električne impulze, ki prekinjajo pot bolečinskih signalov proti možganom in jih zamenjajo s prijetnim občutkom mravljinčenja, ki se razširi na območjih bolečine. Nevrostimulator glede na bolnikove potrebe sprogramira zdravnik. Vkolikor se poskusno obdobje, med katerim bolnik vodi dnevnik bolečine, izkaže za uspešno, sledi druga faza. V predel trebuha vsadimo srčnemu spodbujevalniku podobno medicinsko napravo, stalni nevrostimulator, ki ga zdravnik sprogramira tako, da deluje neprekinjeno 24 ur na dan. Stimulacija hrbtenjače znatno zmanjša bolečino in na ta način izboljša kakovost življenja posameznikov, ki se srečujejo s to težavo. Slovensko društvo bolnikov s Parkinsonovo boleznijo Trepetlika je v Novem mestu organiziralo srečanje članov in njihovih svojcev z Dolenjske in Gorenjske regije. Na težave oseb s Parkinsonovo boleznijo so opozorili tako, da so v prometnem križišču Kandijske ceste za nekaj trenutkov popolnoma zamrznili ves promet in dejavnosti, ki so takrat potekale v okolici. Več pa si poglejmo v prispevku. Poskušamo opozoriti tudi na lastnosti teh bolnikov oziroma pomanjkljivosti teh bolnikov, ko brez razloga zamrznejo, podplati se prilepijo na tla in se ne morejo več premakniti. In mogoče opozorili na ljudi, da smo mi tukaj, da so ljudje, ki ne morejo hoditi zmeri, mogoče tudi, ki se ustavijo pred določenimi zaužitvami, naprimer v trgovinah, pred blagajno, kjer se na lepem ustavi in ne more naprej, ne more plačati, polno je takih. Istočasno bomo pa z tresenjem dežnikov, ki jih bomo imeli v roki, opozorili tudi na drugo lastnost teh bolnikov, da se tresejo v mirovanju. In seveda hočemo opozoriti, da smo tukaj, da naj nas država ne spregleduje, naj nam pomaga na vse načine, ki se da. Saj imamo zdravljenje v Sloveniji, moram priznati, da imamo vse načine zdravljenja, samo se vsake toliko časa nekje ustavi in verjetno glede na število bolnikov, ki narašča, in predvsem mladi ljudje, ki ostanejo brez služb, brez zaposlitve, brez sredstev, da bodo začeli tudi o tem razmišljati, da nam je treba na en način pomagati. Poleg tega bo treba tudi več zdravnikov dobiti, nevrologov specializiranih za to bolezen, da bodo obravnavani tako, kot je treba, pravočasno, ne na 1 leto pa pol, ampak stalno morajo biti spremljani. Ali ste vedeli, da je zaščitna maska medicinski pripomoček? Prav tako so medicinski pripomočki tudi mnoge druge naprave in proizvodi, ki so del našega vsakdana. Sem spadajo navadni obliži za žulje, bergle, kontaktne leče in celo kondomi. Medicinski pripomočki pa so tudi visokotehnološke naprave, kot so na primer merilniki glukoze v krvi, inzulinske črpalke, srčni spodbujevalniki, kirurški inštrumenti in podobno. Pri uporabi medicinskih pripomočkov, še posebej, če jih uporabljamo pri zdravljenju, lahko gre včasih kaj narobe. Za ta namen je razvit poseben sistem spremljanja teh dogodkov, ki se imenuje vigilanca. Sistem vigilance v državah Evropske unije skrbi za zaščito zdravja in varnosti bolnikov ter ostalih uporabnikov. Sistem imamo vpeljan tudi pri nas, kar pomeni, da redno spremljamo, kaj se s pripomočki dogaja pri uporabi. Vsako vašo izkušnjo, ki nam jo zaupate, skrbno zabeležimo, posredujemo proizvajalcu in po potrebi Javni agenciji za medicinske pripomočke. Proizvajalci po vsem svetu spremljajo odzive uporabnikov
in v trenutku, ko zaznajo povečano število poročil o določeni težavi, sprejmejo ustrezni ukrep. V resnejših primerih pa proizvajalec izda varnostno obvestilo za uporabnike, včasih izdelek celo odpokliče s trga in ga zamenja z novim. Medicinski pripomočki, ki so na trgu, so tako strogo nadzorovani, njihova uporaba pa skrbno spremljana. Mednarodna zveza za sladkorno bolezen in Svetovna zdravstvena organizacija sta dan sladkorne bolezni prvič razglasili 14. novembra leta 1991. Ozaveščanje o porastu sladkorne bolezni je izjemnega pomena za vse, ki se neposredno ali posredno srečujejo s to boleznijo. Tako je bil leta 2006, 14. november, še uradno razglašen kot Svetovni dan sladkorne bolezni. Datum ni bil izbran naključno, saj je bil prav na ta dan rojen Frederick Banting, ki je v sodelovanju s Charlesom Bestom odkril inzulin. Vsako leto Svetovni dan sladkorne bolezni nosi posebno sporočilo. Letos se poklanjamo 100. obletnici odkritja inzulina, ki je odigral ključno vlogo pri zdravljenju te resne bolezni. Veseli nas, da ste bili v naši družbi. Vabimo vas, da nas všečkate na naši Facebook strani, kjer vas redno obveščamo o vseh novostih, zanimive vsebine pa najdete tudi na našem Instagram profilu. Za samodejno obveščanje o novih videovsebinah pa se naročite na naš Zalokar in Zalokar YouTube kanal. Spremljajte nas še naprej.